Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci večera. To je dnevno informativni podcast Večerje zjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je sreda, 21. januar 2026. Moje ime je Mitja Sagaj. Katere teme izpostavljamo tokrat? Okoliška letališča povečujejo število potnikov in širijo mrežo povezav. Zagreb se spogleduje že s 5 milijoni potnikov. Evropski mlečni trg na prelomnici. Robert Zajšek v rubriki Gremo na kafe o 40 letih lestvice Top 17, v zakulisju radija, v glasbi, ki preživi čas in zakaj je bistvo pomembnejše od dolžine. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vseskozi smo z vami na vecer.com. Potem, ko je pred nekaj dnevi družba Fraport Slovenija razkrila, koliko potnikov je naše osrednje letališče sprejelo lani in katera sta bila najbolj prometna meseca, smo razmere za isto obdobje preverili tudi za nekaj okoliških letališč, ki jih za svoja potovanja uporablja veliko Slovencev. Tudi letališča v Gradcu, Celovcu in Zagrebu so lani, kljub za letalstvo še vedno zahtevnim razmeram, povečala število potnikov in letov. Rast beležijo predvsem na področju poletnih in čarterskih letov, širitev in povečanje prometa pa si obetajo tudi v letu 2026. Celoten pregled poslovanja v lanskem letu in napovedi za letos okoliških letališč je pripravil kolega Gregor Grossman, ki je zdaj z menoj v studiu. Zdrav, Grega. Pozdravljen. No, Slovenci seveda ne potujemo zgolj iz Ljubljane, ampak tudi iz okoliških letališč, katera so ta, ki jih še obiskujemo, uporabljamo in kaj imajo skupnega, kaj ugotavljaš? Je v bistvu tista, ki so nam najbližje dostopna, se pravi ta graško letališče, Celovec, Zagreb. Letimo tudi iz Benetk, tudi iz Milana, Trsta, celo Budimpešte, ampak to so že letališča, ki so nekoliko bolj oddaljene in zaradi tega morda manj zanimiva. Ta bližnja letališča pa bi lahko rekli, to smo že v preteklosti preverjali, da določen odstotek Slovencev z njih leti in pa da se ponavljajo vzorci, kam letimo, pretežno do glavnih vozlišč. No, tam pa se potem odpira kup možnosti za naprej, ne? Kaj recimo ugotavljaš, katero od teh okoliških letališč ponuja najboljša izhodišča potem tudi za naprej? Ja, z graškega letališča so danes navedli, da če vzamemo teh njihovih 35 destinacij, kamor je možno direktno leteti, po drugi strani pa damo na tehtnico ta 3 glavna vozlišča, Frankfurt, Dunaj, München, so dostopni samo enim prestopom, je dostopnih kar 200 destinacij, to je pa že številka, da si lahko človek naredi dobre poletne načrte, dobre dopustniške načrte. No, ker si bil danes prav na graškem letališču, torej poslovodstvo tamkajšnjega letališča, ki se v minulih letih dobro razvilo, lovi 2 pomembna mejnika, katera sta to? Ja, po koroni seveda še nismo dosegli številk potnikov, kot so bili pred korono. Vseeno pa se približujejo nekim pomembnim mejnikom. Za graško letališče je to lovljenje tega 1 milijona potnikov. Po drugi strani pa si želijo tudi zaradi dobrega sodelovanja z okoliškim logističnim centrom povečanje števila preveženega tovora. Lovijo to magično mejo 20.000 ton. Kaj še sicer ugotavljajo, kaj kažejo številke, ko govorimo o potnikih, so recimo, mimogrede povedano, ali imajo tudi podatke o tem, koliko slovenskih potnikov leti iz Gradca? To smo jih spraševali nazadnje, pa ne zbirajo teh podatkov. Zanimivo imajo po občutku, je nekje do 10% za različne letališča, različne vrednosti. Ampak vseeno je to kar ena taka številka, da se vsi ti upravljavci letališč zavedajo, da Slovenci smo zanje pomembna populacija in nas kar direktno nagovarjajo. In to z leti na destinacije, ki so seveda nam tudi blizu. Delimo počitniške destinacije, Palma de Mallorca je zelo zaželena, London, tudi v Berlin Slovenci radi poletimo in vse to ponujajo ta bližnja letališča z direktnimi leti. No, upravljanje letališča seveda niso zgolj premiki in oskrba letal, pa vzleti in pristanki, ampak upravljavci letališč, denimo graško, milijonske zneske investirajo tudi v infrastrukturo na tleh. Kaj so povedali? Ja, vsekakor to so milijonske naložbe, ki gredo v oskrbo letal in o izboljšanje infrastrukture, predvsem na področju elektrike.
v graškem letališču so tako denimo zagotovili električno oskrbo za letala za vseh 6 teh parkirnih mest, ki jih imajo. S tem so pa bistveno, mislim, da preko 100.000 kWh energije privarčevali. Če sploh ne govorimo o tem, da ni treba več teh glasnih dizelskih agregatov postavljati letalom, ki zagotavljajo, da ima letalo na tleh elektriko in da so njihovi zaposleni tudi v čistejšem okolju delajo. Potem je tu še menjava voznih parkov z električnimi vozili, zamenjava žarnic z LED svetilkami. Kot naslednji velik projekt pa so omenili postavitev že 3. sončne elektrarne, ki bo imela največjo zmogljivost 16 MW in jo bodo postavili kar na tla, na tamkajšnje travnike. 11% travniških površin letališča bodo prekrivali sončni paneli, ki bodo zagotavljali energijo ne samo za letališče, ampak tudi za širšo okolico. Super, no o soncu že govorimo v teh mrzlih dneh. Ti nas seveda že malo dražiš s poletnimi destinacijami, čarterskimi, si že kaj posebej nagledal? Katere so ti recimo destinacije, ki so ti še posebej padle v oči? Ja, veliko jih bo in če združimo ta naša okoliška letališča, vidimo, da lahko pridemo marsikam. Z Gradca recimo bo zanimiva na Brač, potem Antalija, Španijo, destinacije. Veliko je poti, s tem, da pomembno je zdaj opozoriti naše bralce, ki radi potujejo, da si morajo zdaj pogledati, kam bodo leteli, ker je najugodneje karto kupiti za nekaj mesecev naprej in zdaj smo ravno v tem obdobju, ko vemo, kakšen bo vozni red. Sedaj jih letališča poletne vozne rede objavljajo, zdaj pa hitro na spletne strani pogledati, kam bi odšli, kdaj. Potem pa se veste, nakup karte z anonimnega brskalnika po noči, mislim, da ponedeljek in nedelja zvečer sta tista najboljša datuma za nakup vozovnic in pa pazite, če boste prevečkrat gledali eno in isto destinacijo, se utegne zgoditi, da bo cena naraščala, tako da upoštevajte te nasvete, denarnica vam bo hvaležna. Super, hvala za te nasvete, Gregor. Evropski mlečni sektor se po več letih razmeroma ugodnih razmer sooča z novo krizo. Zaradi povečane proizvodnje, ki je sledila obdobju visokih odkupnih cen ter hkratnega padca izvoza na ključne trge zunaj Evropske unije, so se na trgu pojavili viški mleka. Ti v običajnih razmerah ne bi predstavljali večje težave, vendar jih Evropa zaradi geopolitičnih napetosti, ameriških in kitajskih carin ter splošnega upada potrošnje trenutno težko plasira. Posledica so padajoče odkupne cene, ki jih kmetje v Sloveniji občutijo že od decembra. Po podatkih iz sektorja je povprečna odkupna cena v Sloveniji z jesenskih 53 centov za liter že zdrsnila pod 48 centov, napovedi iz nekaterih evropskih držav pa kažejo celo proti 40 centom. To je nevarno blizu proizvodnih stroškov, ki so ocenjeni na okoli 43 centov za liter. Če bi se tak trend nadaljeval, bi lahko prišlo do opuščanja prireje, čeprav slovenske kmete pred hujšim scenarijem za zdaj rešujeta razmeroma stabilna mlečna veriga in partnerski odnos med kmeti, zadrugami in mlekarnami. Hkrati krizo že čuti tudi predelovalni sektor, ki opozarja na vse večji uvoz mlečnih izdelkov in nizko samooskrbo s slovenskimi končnimi proizvodi. Trgovske cene mleka za zdaj ostajajo večinoma stabilne, z nekaj akcijskimi znižanji, a dolgoročna vzdržnost sektorja bo odvisna od stabilizacije trga, podpore države in odločitev potrošnikov, ali bodo posegali po domačih mlečnih izdelkih. Robert Zajšek je človek, ki je večino svoje kariere preživel na drugi strani mikrofona, v tišini režije, med gumbi, telefoni in sogovorniki, ki jih je tik pred vstopom v eter treba umiriti. V pogovoru stopi na prvo linijo in razkrije, zakaj radio zanj ni zgolj medij, ampak življenjski prostor, celo družina. Njegova pot z Radiem Maribor se začne leta 1988 pri oddaji Top 17, najstarejši radijski lestvici v Sloveniji, ki jo danes vodi že več kot 3 desetletja. Spomni se časov, ko so poslušalci glasbo snemali na kasete, ko so telefoni pregorevali zaradi glasovanj in ko je bil vsak džingl sredi skladbe skoraj osebna žalitev. Radio je bil takrat edino okno v novo glasbo, danes pa je paradoksalno v času neomejenega dostopa njegova naloga še zahtevnejša, iz množice izluščiti bistvo.
Zajšek zelo jasno govori o odgovornosti uredništva. Lestvica ni več stvar glasovanja, temveč premišljenega izbora kakovostnega sita, ki ločuje med hipnim učinkom in glasbo, ki ima težo. Radio po njegovem mnenju danes ne more in ne sme biti vse, mora pa biti zanesljiv, razumljiv in pošten do poslušalca in ustvarjalca. Posebej osebna je njegova zgodba o odraščanju brez staršev, kjer radio ni bil le spremljava, temveč varno okolje. Ikonični radijci, predvsem Stojan Auer, niso bili zgolj vzorniki, temveč ljudje, ki so mu dali občutek pripadnosti. Ta izkušnja močno zaznamuje njegov pogled na radio kot odnos, ne kot produkt. V pogovoru se dotakne tudi zakulisja, vloge realizatorja programa, ki povezuje tehniko, ljudi in vsebine, razvoja slovenske in mariborske glasbene scene, prvih radijskih priložnosti za danes uveljavljene izvajalce ter dejstva, da profesionalnost v etru pomeni več kot všečna promocija. Celoten pogovor ob kafeju, na katerega je Roberta Zajška povabila kolegica Barbara Bradač, lahko preberete v Večeru in na večer.com. To je bil Večer zjutraj 21. januarja 2026. Z vami sem bil Mitja Sagaj. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo.